V tokratnem delu smo še vedno na posesti pod orehi pri romanci in tokrat nam razkrije svoj svet apiterapije. Zdaj pa te veselo povabim v svojo apisobico. To pa nisem apisobica, vidim še pojedino. Ja, to pa skladno. Vedno mora biti, ne, na podeželju. Sjajno. Apisobica ima, kot sem prej govorila, energije, kako so se naredile energije in tukaj smo še vedno pod energijam čebelic, to se pravi sedmerokrake zvezde. Tukaj ne segajo kamni. Ne? Kaj so te dobrote? Wow. To so moji orehi, orehi Slovenije. Potem pri meni se kruh vedno lomi, tako kot so ga včasih. To je z različnimi mokami, katere jaz v bistvu dobim od kmetov, z koprivimi semeni. In ker je brez kvasa in brez družmi, jaz v bistvu zelo to pacasto testo, zato jaz v bistvu uporabljam sezam, da se mi ne prime na površino pekača. Ker izdelujem svoje izdelke iz orehu, delam tudi pletene potice, ker enostavno imam rada potico, ampak tisto v kalupu, ne vem, bolj mi seže ta pletena. Ta je z smokvami, bom rekla, ker imam figo sama doma in z orehi. Ona tam je čista orehova. Tukaj pa tudi orehovo olje? Tako. Tvoje orehovo olje? Ja. Wow. Zakaj pa uporabljaš ti orehovo olje vse? Jaz nimam dobenih krem. Aha, samo tudi to? Za lase, samo orehovo olje, tudi na morje, ko grem, samo z njim se namažem kožo. Tudi ko delam, vsak dan po tuširanju si rahlo navlažim kožo z njim in to je to. Wow. Telo takoj zazna frekvenco, ko pride. Ja, to vsi pravijo, da je v bistvu takoj. Sjajno. Če pogledamo, da so zdaj zadnje generacije na planetu, ki še vejo, kako je izgledalo življenje brez Facebooka, pa brez vseh socialnih družabnih omrežij in koliko enega znanja dejansko lahko dobimo, če se povezujemo s starejšimi in z vsemi temi zadevami. Tako. Kaj pa pri čebelah? S kom si se pa to povezala, da si dobila v pogled, kako moraš postaviti v posebno formacijo, torej panji v posebni formaciji, kar je nekaj zelo starodavnega, zelo modrega in mislim, da je to tudi edina taka postavitev v Sloveniji. Tako ortodoksno zagotovo. Aha, ok. Zagotovo. V bistvu tako, ne, če ne bi bilo kamnu, ne bi bilo čebelnjaka. Ker kamni so mi govorili, da moram postaviti čebelnjak. In jaz njim, pa kako čebeljak? Moji predniki, vsaj jaz ne vem za nikogar, ki bi čebelaril. Jaz jo spoštujem, ampak jaz imam vetrocvetko, nasad vetrocvetke, jaz ne znam z njo nič, ne? In oni, in ker jih poslušam, ker danes jih poslušam, njihova sporočila, se ravnam po njih, sem v bistvu postavila čebeljak. In točno so povedali, kjero točko. In ta točka je tudi v bistvu tisti, kjer tudi ni vpliv avtoceste, ne? Ne? Bom rekla, in kaj še več, da moram iti v tečaj za masažo. To je apiterapija, ne? Medena masaža pa jaz. Jaz imam zelo rada njim, ne? Ker jaz se z njimi res pogovarjam. Pa spravim, jaz imam zelo rada masažo, ampak ne do mene masiro. Ja, ampak sem prišla, se vpisala in sem videla kar naenkrat, da to nima veze z relaksacijo.
da to ima veze, da v bistvu mi ven spravljamo, bom rekla, nečistoče iz telesa. Seveda moramo pri tem uporabljati izključno ekološki ali biodinamični med. Tukaj smo zdaj v rahli oviri, ker ga tega ni toliko na razpolago. No, in ker na ključi ni, sem potem izvedela, da obstaja šola za apiterapevta in sem šla v šolo za apiterapevta. In tam sem se spoznala z nekimi urisi te posebne postavitve, vedske postavitve čebeljih panjev, to se pravi planetarno orientiranje postavitev čebeljih panjev v obliki sedmerokrake zvezde. Takrat sem kar vedela, v bistvu že na osnovi kamnov, oni so mi dali pozicijo, kje naj bo. Ampak to je trajalo slabo leto ali celo 1 leto, da sta se ta 2 kroga sporazumela, kje ima en svoj domet, kje ima drug in v bistvu na sredini je tako brisani prostor in apisobica ima vpliv sedmerokrake zvezde. V bistvu mi, kar počenjamo, moramo daj pustiti energiji, da se sama dogovori, ne? Ker mi daj posegamo v okolje, ker mi želimo takoj. Ja, seveda. Imamo zelo hitro radi rezultate, ne? Te energije pa one dobro vedo, kaj mora biti rezultat, ampak one, če jaz rečem tako, se dogovarjajo. Ne? In potem naredijo, in so tudi tukaj naredili en brisan prostor. Kakšen prostor? Brisan prostor, ki je ničelen, ne? Ni vpliva ne tega medicinskega kolesa, niti sedmerokrake zvezde. In tudi kamni mi pripeljajo obiskovalce. Najrazličnejše. Kje te pa najdejo? Nimam pojma. Ampak očitno se zgodi, če lahko rečem. Sicer na Facebooku Romanca Oreh podajam sporočila kamnov, ki so neke univerzalna, ker v bistvu so energije tudi univerzalne za nas živali, za vse, kar je v bistvu na zemlji. In takrat mi pridejo obiskovalci najrazličnejši, ki prevajajo sanskrt, ki delajo vse živo, ki so res nek pojem, bom rekla, duhovnega sveta. In nekako, ko oni meni govorijo, jaz jim že nekaj povej, pa rečejo, kje si pa to prebrala? Pa se rečem, ne, nikjer. In kaj je pomembno? Iz knjižnice tako, res dobivamo. Preneseš znanja. V bistvu res ga lahko dobimo, ne, bom rekla, čist, seveda, nič ne pričakuješ, pa dobiš, no, tako. Ampak hočem reči, da tukaj smo zdaj v bližini, čisto na robu kamnov, ki so v bistvu delovanje 12 elementov. To je največ, kar je lahko na tej zemlji, postavitev, to se pravi 12 elementov, ker največkrat se ljudje samo pogovarjajo o 5 elementih. 5 jih znajo našteti, 12 jih ne znajo. Tako da jih malo pocukam tvoje gledalce. Ok, se pravi zemlja, voda, zrak. Ne bom izdala. A ne? Ok. In kar je še več, tam je 7 elementov. In ko se seznanimo s številom 7 palčkov, in tako naprej, čez 7 let, ne? Kakšen cikl je to? In kako pomembno ima to za zdravljenje. 7. Ker gre 12 in 7, ker gre vse v eter. To se pravi, vse se izniči na tej zemljici. In v bistvu ni tudi teh negativnih posegov, bom rekla. Ker kaj je značilno, v bistvu zelo velikokrat preskakuje, ne? Mi v bistvu ozdravimo nekoga, je v bistvu moje blagodejno, ampak preskoči to na mogoče na njegovega partnerja, na njegovega otroka, na njegovo ljubko žival, na soseda. Dejansko se ti zdi, da preskoči? Preskakuje, ja. To nisem vedela, ampak so bili ljudje, mogoče bo prišel trenutek, ko bo pa ta oseba rekla, da lahko povem, kdo je ta, ne, in v bistvu ja. In spoznaš take modrosti, ki vidiš, ja, da so res... Ampak živali dostikrat na sebe potegnejo stvari, ne? Ja. In zelo fino je imeti
takole na kmetiji muce, ne, jaz jih imam kar nekaj več. Ne samo, da so fantastične za Miši? tako in tako, pa tudi preganjajo malo denarice, ker če ne mi super jih je gledati, ampak zelo veliko pridelka ti odnesejo. Ne? No in hočem reči, kaj je zelo pomembno, ne? Ko muca vstopi noter, ne? Se s tabo pocrkla, ampak ti jo moraš dati ven, da se ona očisti. Ne? To ljudje pozabijo, da je treba to očistiti. Se pravi, prizemljiti se mora, ne? Tudi žival. Ja, ker žival ve, kako to sama naredi. Ne? A ti si tudi večinoma bosa tukaj na svoji posesti? Ja, zdaj nisem, ker sem že prej zjutraj šla orehe pobirati, ja, večinoma. Kaj pa čutiš, kaj ti kamni govorijo, zakaj je pomembno, da si bos? Mi rabimo povezavo z zemljo. Mi ne moremo, v bistvu, mi brez tega čutenja ne funkcionira naše kompletno telo dobro. Ne? Ker mi v bistvu se poznamo razne terapije, ki se obdelujejo stopala. Ne? Če se lahko tako zdravi, zakaj ne bi mi sami hodili po kamenčkih, po travi, pa se sami ko hodimo zdravili. Ne? Stimuliramo. Tako. Glede na to, da ti se tudi preživljaš s to posestvijo, iz orehi, ekološkimi, res visoko kakovostnimi in tako naprej. Koliko se boriš s sistemom? Koliko je sistemov v interesu, da obstajajo taki posamezniki, ki sami delajo, ki sami upoštevajo določene stvari, hkrati pa koliko pašejo zdaj v sistem, koliko ne. Se moraš fejst boriti s sistemom, z nekimi zakoni, z nekimi usmeritvami, ki včasih niso glih narejene za človeka. V bistvu konec koncev jaz se s temi sploh ne ukvarjam. Ker kar moraš narediti, ker če naj se bori z mlini na veter, kar nima smisla. Ampak delam tako, kar je dobro tudi za naravo, zame. Ne? Pač tisto pot jo moraš najti, ker če ne gre. Ne? Tudi živali, ovčke imajo visoki nastil, pred davnimi leti. Ko je še bil minister kmetijstva gospod Smrkolj, sem prišel do njega ker sem takrat v bistvu zelo hitro začela z visokim nastiljem, da ovča lahko gre ven in noter, kakor je njej ljubo. Pri meni nimajo odmerjeno, kje se bojo pasle, ampak pri meni se pasejo in vsako ura, če bi rekel tako, točno vem, koliko ura, ko pogledam z balkona dol iz hiše, kje so. In veš, koliko je ura. Tako, ker imajo živali svoj sistem. Jaz jih nimam za ljubljenčke, jaz jih kličem babe. Ne? One so babnice zelo starejše gospe, ki očitno jejo orehe, zelene, listje, živijo tukaj gor, imajo zelo visoko starost. Njim bom tudi dovolila, da bojo to starost ali pa to življenje na tej zemljici pri meni tudi končale. In ne rabijo, mislim, veterinarji nimam zdravljen. Tudi zdravje za parazite dobivajo, če imaš. Ampak one so ga navajene, ker ga že dobivajo časa. Ne? Če bi nek kmet dal zdaj, če imaš, bi to bilo. Ampak sistemu kdaj dovoliš, tudi za čebelice, si vzameš čas, greš do dotičnih oseb, ki te kontrolirajo, jim razložiš, kaj boš počenil, kako boš podelal. In potem razumejo, zakaj se gre. Ne? Se pravi komunikacija. Ja. Ampak ta srčna verjetno, ne? Ja, ker tudi vejo, da v bistvu to je to, kar ti moraš. Ne? Jaz sem že ekološka od leta 1999. Čebelice bi lahko rekla, so več kot biodinamične, ampak jaz jih zdaj v bistvu, ker imam pač ekološko posestvo, bojo pač v bistvu ekološko tudi so certificirane. Ne? Nisem šla zdaj v biodinamiko. Jaz sem v bistvu se takrat pred leta 90 sem gledala biodinamično, ampak jaz sem bila takrat, kje bom pa jaz dobila pripravek iz roka, če so pa takrat vse kravim rezali roge in volom. Danes ga lahko kupiš, ne? Takrat temu ni bilo in v bistvu zato sem šla v ekološko, ker sem rekla, jaz pa, kje bom jaz to vse dobila, ne? Tako da... Vse je prav. V bistvu, tako kot sem že prej rekla, vse je vedno nekaj dobrega. In je treba zbrati isto dobro. Ne rečem pa, da je to enostavno. Daleč od tega. Pa ne rečem, da imam prav. Tudi to ne. Ampak tako mislim, da je v tistem danem trenutku, da bom rekla, sedaj najbolje.
Hvala lepa. Srčna hvala za gostoljubje, za vse izkušnje, sporočila in vse ostalo, kar smo tukaj doživeli. Dragi gledalci in gledalke, spremljajte še naprej tole novo rubriko v 12. sezoni oddaje Klepet ob kavi. In če imate tudi sami kakšno idejo, kam še bi lahko šli, komu bi še šli na obisk, dajte nam to seveda sporočiti, dajte nam to zapisati. To je nekaj, kar smo začutili, da je pomembno, da naredimo ta korak iz studia ven, v naravo, na zemljo, med ljudi in pomagate nam soustvarjati in prenašati vsa ta pomembna sporočila med vse vas.